Pick-up vozila so v modernem času postale še vse kaj drugega kot le tisto, na kar namiguje njihov domači naziv, poltovornjaki. Tovornjaki za prevoz tovora. Takšen Amarok že ne, je bolj za poziranje, ker tako dobro izgleda, čeprav je v resnici še kako zmogljiv stroj. Super za vleko parkolcev, odličen na terenu, presenetljivo udoben za prevoz potnikov in krasen za prevoz umazanega orodja ali pa pridelka z njiv. Že naš službeni se je odlično izkazal, ko smo ga podili po najbolj severnih cestah sveta ali pa po pesku puščavskih sipin in takrat smo ugotovili, da je delovni stroj v prvi vrsti res delovni, čeprav je zelo prijeten za uporabo, če veš, zakaj ga potrebuješ. Osnova je spodaj, zato se temu pač ne reče osebni avtomobil. Vidite, vse skupaj je bolj masivno, zadnje zmeti so listnate, da ga lahko res konkretno obtežite. In vse to so lastnosti, ki jih profesionalci potrebujejo za svoje delo in za različne specialne predelave. Ravno zato mi je že poleti, ko sem začel pripravljati tale prispevek, padel v oči tale Amarok Gasilske brigade Ljubljana. S takim velikim nahrbtnikom, v katerem se skriva kup opreme za reševanje v prometnih nesrečah. To vozilo se imenuje hitro tehnično reševalno vozilo. V Gasilski brigadi Ljubljana ga uporabljamo pri posredovanjih, pri prometnih nesrečah na oddaljenejših krajih, na težje dostopnejših terenih v tem primeru. S tem vozilom imamo dobre izkušnje, ima dobre vozne lastnosti, ima možnost uporabe zapore, diferencialov, počasnega prenosa, to se pravi reduktorja. Po tovarniških podatkih ima možnost se uspeti v vzponu 45 stopinj, to se pravi 100% klanec. Možno je prebroditi vodo do višine pol metra globine. Ta vozilo je sedaj polno naloženo z to reševalno opremo, je težko 3400 kg. V tem vozilu je hidravlična reševalna oprema, to se pravi oprema za posredovanje v prometnih nesrečah. To so v glavnem agregati, škarje, klišče, razpirala, teleskopski cilindri, to je vse težka oprema. Imamo dva Amaroka, ta je namenjen za to, ko smo že govorili, ostali drugi Amarok je pa namenjen za logistiko ali na njega lahko naložimo eno napravo za gašenje gozdnih požarov. Ta Amarok je namenjen izključno za posredovanje v prometnih nesrečah ali reševanje na težje dostopnih terenih. Postopek za pridobitev tega vozila je nakup tipskega tovarniškega tovornega vozila, katerega potem nadgraditelj gasilskih vozil nadgradi z gasilsko nadgradnjo, opravi drugostopenjsko homologacijo in tako nastane gasilsko specialno vozilo. Včasih smo imeli starejša vozila, v bistvu smo vso reševalno opremo in agregate napolnjene z bencinom vozili v istem potniškem prostoru karavan vozila. Vsakdo, ki pokliče na številko 112, naj predvsem točno in čim bolj sigurno pove, kje se dogaja, kaj se dogaja, kakšna pomoč je potrebna. Vsi te podatki so dobrodošli za nas, da vemo točno posredovati, pripraviti se za kakšno nesrečo gre, na katerem kraju gre, ker včasih pridejo tudi zelo slabi podatki. Tudi če vi svojega ne boste uporabljali za reševanje, je dobro, da veste, kako zmogljiv stroj imate. Pick-upi nasploh, ne samo Amarok, so tisti stroji, ki vas z opremo pripeljejo najbolj udobno najdlje. Zdaj moramo to pospraviti, ne?